Spoštovani, spoštovane, lepo pozdravljeni. Hvala vsem, ki ste utegnili priti na predstavitev naše revije Dileme. Dileme na Študentskem centru za narodno spravo izdajamo od leta 2017, tako da letošnja prva številka je letnik številka 6. Mislim, da ne bom preveč bahat, če rečem, da je revija v zadnjem letu in pol doživela kar nekaj pozitivnih sprememb. Imamo mednaroden uredniški odbor, ki ga sestavljajo strokovnjaki iz, se pravi seveda iz Slovenije, pa tudi iz Italije, Avstrije, Hrvaške in pa Srbije. Lani smo revijo uspešno vpisali v mednarodno bazo Erich Plus, kar je bilo pomembno za nas, saj je revija pridobila tako na vplivu kot na ugledu in se bomo letos potrudili tudi, da bomo revijo vpisali v bazo Scopus oziroma začeli postopek. Tukaj seveda glavno vlogo igra kolega dr. Matic Batič, ki je tehnični urednik revije, in pa glavni urednik revije dr. Renato Podbersič. Zdaj, letošnja številka je zelo bogata, tudi večjezična, več o sami vsebini nam bo povedal naš glavni urednik, dr. Podbersič. Prosim. Hvala dr. Tomažu Ivešiču, direktorju Študentskega centra za narodno spravo in tudi hkrati odgovornemu uredniku revije Dileme. Pred bralce stopa 9. samostojni zvezek, 9. samostojna revija v 6. letniku izhajanja. Revija Dileme, ki odpira razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. Tudi tokrat smo se nekako potrudili, da je pester nabor različnih tematik, ki revijo samo bogatijo. Naj z tega mesta tudi se zahvalim vsem piskam in piscem, ki so prispevali svoje prispevke. Predstavila bova z dr. Maticem Batičem in sicer tako, da prvi del predstavimo 6 znanstvenih prispevkov v uvodnem delu same revije. Kolega Matic Batič bo predstavil potem ostale dele revije, ostale prispevke, ki tudi vedno znova obogatijo našo revijo. Torej, 6 znanstvenih prispevkov je prispevalo 6 različnih piscev, tako iz domovine kot tudi iz tujine. Posebej me veseli, da so nekatera imena, ki se prvič pojavljajo v reviji Dileme, nekatere so pa že uveljavljeni pisci. Naj začnemo s prvim prispevkom. Prispevala ga je naša sodelavka Mirjam Dujo-Jurjevčič, in sicer prispevek narejen predvsem po bogatem krajevnem arhivskem gradivu, govori o italijanskem okupatorju v Loški dolini v letu 1941. Torej, predvsem se osredotoča na prvo obdobje okupacije dela Notranjske in na podlagi različnih virov in literature, pričevanj, poskuša pojasniti razmere v začetku italijanske okupacije v Loški dolini. Prispevek nam je poslala tudi kolegica dr. Martina Graha Hravančič iz Zagreba, Inštituta za zgodovino v Zagrebu. Martina se je ukvarjala v svojem prispevku z institucijo javnega tožilstva na Hrvaškem po končanju druge svetovne vojne. Ugotovila je, da je bila to politično precej zlorabljena funkcija, ki je imela svoje korenine, svoj zgled v sovjetskem političnem sistemu. Dodana vrednost tega prispevka je tudi gradivo, ki ga je avtorica črpala tudi v slovenskih arhivih, predvsem v Arhivu Republike Slovenije. Iz zamejstva se nam je oglasil upokojeni profesor na slovenskih šolah Aleš Brecelj iz Devina,
ki je obdelal profesorja Alojza Geržiniča. Dr. Alojz Geržinič je bil vsestranski šolnik, kulturni delavec doma iz Ljubljane, ki je po drugi svetovni vojni zapustil domovino, se izkazal kot promotor slovenskega šolstva, obnove slovenskega šolstva na Tržaškem v prvem povojnem obdobju, v času zavezniške vojaške uprave, ter se potem odselil v Buenos Aires, v Argentino, kjer je tudi potem umrl leta 2008. Na podlagi svojih spominov, ker je Aleš Brecelj bil rojen tudi sam v Buenos Airesu in je potem tam živel v prvih letih svojega življenja, predvsem pa zanimivega nabora virov in literature, nam je avtor predstavil življenje tega pomembnega moža iz slovenske diaspore. Potem pa nekako temu prvemu delu sledijo trije prispevki, uglašeni na tranzicijsko pravičnost, torej na poskus soočenja treh različnih držav, recimo z različno, hkrati pa podobno usodo pred demokratičnimi spremembami leti 1989 do 1991. In sicer so nam trije avtorji, Aron Mate, Peter Jašek in Jernej Letnar Černič, predstavili izkušnje soočanja s totalitarno preteklostjo, popravo krivic, umanjkanjem lete in pa tudi poskusom ustrezne regulative strani parlamentov omenjenih držav. Gre za kolego Arona Mateja iz muzeja spominskega, tako je, zgodovinski spominski inštitut v Budimpešti na Madžarskem, ki je pisal članke v angleščini o poskusih vzpostavljanja pravičnosti in pravice ter pregona zločinov storjenih pred demokratizacijo na Madžarskem, torej pred letom 1989. Stvarjanje, bomo rekli, problemov strani parlamentarne večine in pa odprta vprašanja, ki še vedno tarejo tudi madžarske primere teh soočenj v aktualnih madžarski državi. S podobnim pristopom smo se soočili tudi v prispevku Petra Jaška iz nam sorodne institucije iz Bratislave na Slovaškem, ki je vzel v obzir predvsem seveda razmere na češko-slovaškem, seveda predvsem na slovaškem, na podlagi arhivskih virov, literature in tudi časopisnih virov, je obdelal poskuse soočenja z popravo krivic s spravo na Slovaškem po žametni revoluciji 1989. In ta del je zaključil dr. Jernej Letnar Černič z Nove univerze, poznan slovenski pravnik, ki se predvsem fokusira tudi na vprašanje prava, raziskovanja prava in tudi pravne zgodovine človekovih pravic, ki je spregovoril o tranzicijski pravičnosti od Trsta do Monoštra. Torej, soočal se je tako z umanjkanjem soočanja s preteklostjo na Slovenskem, tako v parlamentu kot v sodstvu, ter predstavil tudi dobre prakse iz slovenske stvarnosti, ki se s tem ukvarja, kot je recimo Komisija za popravo krivic pri Ministrstvu za pravosodje. Torej, to je 6 prispevkov, znanstvenih prispevkov, ki, bomo rekli, uvodni del tokratne številke revije Dileme krasijo in nekako stopajo pred bralca, da jim posveti nekaj svojega časa. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni vsi tudi z moje strani. Torej, kot sta moja predhodnika že izpostavila, revija Dileme, podobno kot ostale zgodovinske revije, ne prinaša samo znanstvenih člankov v ožjem pomenu besede, ampak tudi druge prispevke, ki prav tako seveda tvorijo pomemben del zgodovinarske skupnosti in zgodovinarskega diskurza. Sem sodijo recimo predstavitve zgodovinskih virov, potem poročila z znanstvenih konferenc, spominski zapisi,
pa tudi seveda recenzije strokovnih knjig. Tudi ta številka z tega vidika ni izjema, saj prinaša kar lepo število tozadevnih zapisov. In sicer na prvem mestu bi rad omenil, da tokrat prinašamo, žal lahko rečem, kar 2 zapisa in memorijam, se pravi spominska zapisa, in sicer na preminulega doktorja Lovra Šturma in preminulega doktorja Janeza Arneža. Prvega se je na zelo oseben način, bi lahko rekel, spomnila doktorica Tamara Griser Pečar, medtem ko je o profesorju Arnežu pisala Andreja Škofljanec. Na tem mestu lahko tudi omenim, da smo verjetno, vsaj kolikor je meni znano, edina strokovna zgodovinarska revija, ki se je spomnila doktorja Arneža na ta način, čeprav je njegov prispevek za poznavanje slovenske emigracije resnično neprecenljiv in bo, to lahko rečemo, še generacije in generacije služil zgodovinarjem pri preučevanju te problematike. Izpostavil bi potem rad tudi to, da ta številka prinaša tudi eno poročilo z znanstvene konference oziroma znanstvene delavnice, ki je potekala prav na študijskem centru aprila tega leta, in sicer se gre za znanstveno delavnico mednarodno z naslovom Prostorske politike v avtoritarnih in totalitarnih režimih. Delavnica je bila organizirana v okviru mojega postdoktorskega raziskovalnega projekta, v katerem raziskujem, kako so se politične spremembe v obdobju med letom 1943 in 1954 na zahodnem robu slovenskega ozemlja odrazile tudi v lokalni kulturni krajini, oziroma kako so se pravi posamezni politični in ideološki režimi upisovali, če lahko temu tako rečem, tudi v lokalno okolje. Če zaključim, pa bi rad izpostavil tudi to, da prinašajo nove dileme tudi 3 zanimive recenzije, podobno kot pri znanstvenih člankih, ker vedno stremimo k temu, da imamo tako domače kot tuje avtorje. Tudi pri recenzijah prinašamo tako predstavitve domačih, se pravi slovenskih znanstvenih del, kot tudi tujih. In sicer je v tej številki naš sodelavec dr. Damjan Hančič predstavil nedavno izdano knjigo nemške zgodovinarke Lisbeth Maca o, se pravi, nacistični mladinski politiki, se pravi politiki organiziranja mladine na območju zasedene Slovenije. Objavljeni pa sta tudi recenziji doktorice Tamare Griser Pečar o novi biografiji Lamberta Ehrlicha izpod peresa doktorja Janeza Juhanta in končno sodelavke Jelke Piškurič o novi monografiji Mojce Šoren o pomanjkanju in lakoti v Ljubljani med Prvo svetovno vojno. Mislim, da je že iz obeh predstavitev jasno, da revija prinaša obilo zanimivega branja, tako da ste seveda vsi lepo povabljeni k nakupu in seveda branju. Hvala lepa. Hvala lepa obema kolegoma. Najlepša hvala vsem, ki ste na danes vroč poletni dan prišli v Muzej novejše zgodovine. Hvala Muzeju novejše zgodovine Slovenije, seveda, da nas je prijazno gostil danes in nam omogočil predstavitev revije. Sledite naši spletni strani Študijskega centra za narodno spravo, našemu Twitterju za naslednje dogodke, ki jih načrtujemo potem od septembra naprej. Obetajo se nam 3 konference, še predstavitve knjig in pa seveda druga številka revije Dileme, ki jo načrtujemo za mesec december. Hvala.